V Britaniji se premierji menjavajo. Nekateri pridejo z veliko večino, nekateri pridejo z gesli, nekateri pridejo z obljubami o stabilnosti, kompetentnosti in novem poglavju. In potem, po približno tako dolgem roku trajanja kot jogurt, jih pospremijo do govorniškega pulta pred številko 10, kjer povedo nekaj iz srca in zavedno izginejo v donosno, posmrtno življenje govornih honorarjev in spominov. Toda en javni uslužbenec ostaja. Maček Larry, glavni lovec na miši pri kabinetu vlade, prava stalnica vlade. Maček Larry je zdaj preživel že 6 predsednikov vlade. Davida Camerona, Thereso May, Borisa Johnsona, Liz Truss, Rishija Sunaka in Keira Starmerja. To ni samo maček, to je ustavna stalnica z brki. Larry je prispel na Downing Street leta 2011, posvojen iz zavetišča za pse in mačke Battersea v času Cameronove vlade. Po težavah z glodavci pred številko 10 je desetka prisilila britansko državo, da stori tisto, kar najbolje zna. Na krizo odgovori z majhnim simboličnim imenovanjem in upa, da se bodo vsi pomirili. In za razliko od mnogih nedavnih britanskih premierjev je Larry dejansko razumel nalogo, ki ga je čakala. Njegov uradni naziv je glavni lovec na miši v kabinetu. Po navedbah britanske vlade njegove dolžnosti vključujejo pozdravljanje gostov v hiši, pregledovanje varnostnih ukrepov in preizkušanje starinskega pohištva za kakovost dremanja. Larry je postal tudi ena od velikih diplomatskih stalnic sodobne Britanije. Kjer je bil Donald Trump, je bil tudi Larry. Kjer je bil ukrajinski predsednik Volodymyr Zelenski, sta bila tam dva Larryja. Trdna roka, ki ohranja kontinuiteto države, celo dlje kot sam kralj. V času političnega kaosa je Larry prav tako odličen pri predstavljanju narodnega razpoloženja. To ni le maček, ki se upira fizičnemu stiku. To je živa javnomnenjska anketa. A ne pretvarjamo se, da je Larry zgolj ceremonijalen. Ni le puhasta maskota, razpeta čez državni aparat. On je uradno lovec na miši. In včasih se to delo razširi. Tukaj je Larry, ki varuje britanske meje pred golobi. Je bil golob grožnja nacionalni varnosti? Tega nikoli ne bomo vedeli. Je imel ustrezno dokumentacijo? Tudi to ni jasno. Toda Larry je opazil nepooblaščeno pristajanje blizu številke 10 na Downing Streetu in se odzval z odločnim ukrepom, o katerem britanska razprava o priseljevanju govori že leta. Skozi leta je Larry opazoval, kako je Velika Britanija prestala Brexit, Covid, vodstvene tekme, upor strank, paniko na trgih, odstope in škandale. In skozi vse to se Larryjevo glavno sporočilo nikoli ni spremenilo. Ne daje govorov, ne daje intervjujev. Preprosto sedi pred črnimi vrati in izžareva mirno preziranje bitja, ki ve, da so vsi ostali začasni. In morda je prav zato Velika Britanija zaljubljena vanj. Ker v sistemu, kjer vlade nenehno obljubljajo stabilnost, medtem ko se očitno spuščajo po stopnicah navzdol, Larry ponuja nekaj redkega – kontinuiteto. In ko pride nov britanski premier, ostaja trdna roka, ki iz ozadja vodi Britanijo. Larry Maček, glavni lovec na miši v kabinetu. Zdaj pa nekaj častnih omemb. Tip s podjem na Downing Streetu, moški, ki se pojavi pred številko 10 in pripravi oder za odhode. In solata, ki je postala slavna, ker je preživela nekdanjo premierko Liz Truss.